Danes v Pomurskem dnevniku. Beltinci boljši od Mure. Pravice potnikov na potovanjih. Priprave na noč čarovnic v polnem teku. Košarkarska sezona pred vrati. Vreme, jutri bo deževalo. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Kljub temu, da se naša regija v zadnjih letih ne more več pohvaliti z nogometnim prvoligašem, je obiskovanje tekem za številne Prekmurce še vedno ustaljen nedeljski ritual. Posebni praznik v pokrajini ob Muri so večni derbiji med Beltinci in Muro, ki sta pred leti krojila vrh slovenskega nogometa. To, da zdaj svoje moči merita med tretjeligaši, nogometne privržence ne moti preveč. Tokratni nogometni praznik v Beltincih je minulo nedeljo pokvaril dež, ki pa ni bil ovira za 800 gledalcev. Mi idemo, če je sneg ali kaj šteč, dež, to nas ne ovira. Kako strastni navijači idemo, ne glede na vreme. Oba kluba se lahko pohvalita z zvestimi navijači. Črno-bele so tudi na tokratnem gostovanju v Beltincih glasno podpirali Black Gringosi. Pravijo ljudje, da je pač to prekmurskega klasikov, že od nekdaj so ljudje komaj čakali take tekme, tako je tudi bilo danes. Praktično cel teden smo se pripravljali na to tekmo, vendar nažalost, kot vidite sami, zagodilo nam je pač vreme. Je pa to pač en praznik za vse nas Prekmurce, najverjetneje od Lendave, pa tam še malo dalje od Murske Sobote, do Goričkega. Beltinčanom v tej sezoni poveljuje najboljši strelec prve slovenske nogometne lige vseh časov Štefan Škaper. Dajte bolj živo malo, ajde! V nogometni karieri je pustil močan pečat tako v rumenem kot v črno-belem dresu. Zato je derbi zanj še vedno nekaj posebnega. Če gleda, zdaj tretja liga je, čujte se, zrak je. Beltinci so bili tokrat boljši od Mure s 3-1 in tako v 8. kolu tretje slovenske nogometne lige Vzhod dosegli še 8. zmago. Pa ja, samo to so takšne tekme, kad ne odloča, lesvica pa nič drugo, to je dnevna inspiracija, pa ta, kako se što pripravi na takšno tekmo. Muraše tudi v tej sezoni vodi še ena legenda prekmurskega nogometa, Feri Cifer. Ja, bila je zelo težka tekma, kajti Beltinci so še nepremagana ekipa bili. Bilo je tudi težko igrišče za nas in za one. Mi smo naredili tri napake, oni so to znali izkoristiti. Tudi mi smo imeli nekaj šans, nismo zadeli. Predvsem vratarska zasedba obeh moštev še vedno spominja na prvo ligo. Pri Beltincih Stanislav Kuzma in Dejan Nemec, pri Muri pa Aleš Luk. Ja, sigurno je malo drugačna tekma, kot je vsaka ostala, ker vseeno sta to dva rivala še iz prve lige. Ampak moramo znati, da smo v bistvu v tretji ligi zdaj oboje in oboje probamo sigurno za napredovanje vse napraviti. Pač nažalost nižji rang tretja liga, ampak upajmo, da bodo včasih tudi tile naši derbi v prvi ligi. A potrebni so zdravi finančni temelji, opozarja predsednik Beltinec Marjan Voroš. Jasno in glasno, zasluži si prekmurski nogomet prvoligaša, vendar povejte mi, kak bi jaz bil predsednik, da bi želel, da naj Nafta ali Mura tekmuje v prvi ligi, mi pa v tretji ali v drugi. Se pravi, cilj je biti najboljši. In trenutno so Beltinci najboljši, pa čeprav je to le v tretji ligi. Poletje je za nami, od jeseni dalje so priljubljeni obiski številnih evropskih prestolnic. Evropska komisija vsako leto poziva prevoznike naj spoštujejo pravice potnikov. Pa jih potniki poznamo, vemo, kakšne pravice imamo, če zamuja let. Šele, če jih bomo poznali, jih bomo lahko uveljavljali. Z nami v studiu je Matevž Kmetec, pravni svetovalec Zavoda PIP. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Se pravi, ali menite, da ljudje dobro poznajo pravice, ki jim gredo kot potnikom? Opažamo, da se stanje na tem področju nekoliko izboljšuje. Je pa res, da s temi stvarmi se seznanimo šele takrat, ko se nam karkoli na potovanju neprijetnega zgodi. Je pa dobro, da se vedno več o tem govori v javnosti. Ali je urejenost v okviru Evropske unije različna? Evropska unija je edino območje na svetu, ki ima za pravice potnikov urejene oziroma določene minimalne standarde na vseh prevoznih sredstvih, tako vlakih, letalih, avtobusih, ladjah.
Med osnovne pravice potnikov pa štejemo pravico do pomoči, pravico do obveščenosti in pravico do nadomestil v primeru zamude oziroma odpovedi. Kakšne pa so morda tiste osnovne pravice potnikov, na primer v letalskem prometu? Tukaj bo odvisno od tega, bojo naše pravice odvisne od tega, ali gre za zamudo ali pa gre za odpoved leta. Če gre zgolj za zamudo, potem bo od trajanja zamude odvisno, kaj nam je letalski prevoznik dolžan zagotoviti. Lahko da bo to zgolj osvežilna pijača, hrana, 2 brezplačna telefonska klica oziroma dostop do elektronske pošte. V določenih primerih pa bomo imeli pravico zahtevati tudi odpoved leta in povračilo cene kupnine. In če je let odpovedan, kako je takrat? Če je let odpovedan, imamo 2 možnosti. Ali bomo uveljavljali pravico do povračila cene vozovnice, ali pa bomo zahtevali nadomestno potovanje v namembni kraj, ki mora biti seveda brezplačno pod primerljivimi pogoji v čim krajšem možnem času oziroma takrat, ko nam to ustreza, glede na seveda razpoložljivost sedežev. Pri tem je potrebno vedeti, da to nadomestno potovanje ni nujno, da je z letalom, ampak je lahko tudi z vlakom, na primer, ali pa z avtobusom. Če bomo potovali na ta nadomestni način, se pa seveda odločimo sami. V primeru odpovedi pa imamo pravico ob določenih pogojih od letalskega prevoznika zahtevati tudi odškodnino. No, takšne so pravice v letalskem prometu, kakšne pa so pravzaprav pravice v avtobusnem prometu, na primer? Tukaj lahko zahtevamo ceno celotne vozovnice, polovične vozovnice ali pa zgolj določene oblike pomoči, kot so osvežilni napitki, kakšen obrok ali po potrebi nastanitev. Naše pravice pa bodo odvisne od časa trajanja potovanja, od dolžine poti in pa seveda časa oziroma trajanja zamude. Verjetno pa je nekaj podobnega tudi, če potujemo z vlakom. Zelo podobno. Tudi tukaj lahko zahtevamo različne oblike pomoči v smislu osvežilnih napitkov, prehrane, nastanitve. Lahko zahtevamo tudi povratno potovanje. Lahko zahtevamo ceno vozovnice z odpovedjo potovanja oziroma z odpovedjo potovanja z vlakom v tem primeru. Lahko pa zahtevamo, če gre za zamudo od 1 ure do 2 ur, tudi 25% vrednosti vozovnice, če gre pa za daljšo zamudo, pa polovično ceno. Kje potniki dobijo vse te koristne informacije, če se kaj podobnega pripeti? Lahko v naših pisarnah v zavodu PIP, glede na to pa, da gre pogosto za čezmejna potovanja, pa se lahko obrnejo tudi na Evropski potrošniški center. Zelo priporočljiva pa je tudi v današnjem svetu ena mobilna aplikacija, ki obstaja in ureja prav pravice potnikov. Matevž, hvala za obisk v našem studiu. Hvala za povabilo. Dvorec Rakičan bo 30. oktobra ponovno v znamenju čarovniške zabave. Vstopnice za prireditev so v predprodaji na voljo že od 6. oktobra. Organizatorji pa obljubljajo zabavo in čarovniško vzdušje tudi na četrtkovem Trezinem senju. Če vse aktivnosti glede izvajanja prireditve potekajo normalno, jaz verjamem, da nas bo tudi vreme poslužilo. Če pa tudi ne, smo letos pripravili kar dodatne šotore, da če bi bil dež, bi prireditev tudi nemotoma potekala, tako da verjamem, da bodo vsi uživali. Sicer pa ste že sedaj pred prireditvijo prisotni na različnih krajih, na različnih prireditvah. Da, smo prisotni, tako seveda bomo izkoristili to priložnost Trezenega senja in bomo imeli tudi svoj štand na Trezenem senju, kjer bo tudi možnost nakupa vstopnic. Ob nakupu vstopnic morda kakšne ugodnosti? Da, vsi, ki nas boste našli, boste lahko dobili poseben flyer, s katerim boste ob nakupu vstopnic lahko na dan prireditve oziroma na prireditvi sami dobili tudi čarovniški napitek zastonj. Sicer boste s sabo pripeljali verjetno tudi čarovnice. Da, na sami prireditvi bodo se tudi pojavile naše promotorke, pustimo se pa presenetiti, kdo to bo.
Vinjeta za vožnjo po slovenskih avtocestah in hitrih cestah v letu 2016 bo metalik zelene barve. Cene vinjet bodo ostale nespremenjene, prav tako tudi vinjetne kategorije. Nove vinjete za leto 2016 bodo na prodaj od 1. decembra letos, veljale pa bodo do 31. januarja 2017. Vse cene bodo ostale nespremenjene. Za letno vinjeto za avtomobile bo treba odšteti 110 evrov. Za vozila, katerih prednji del je višji od 1,3 metra, pa 220 evrov. Za motor pa bo letna vinjeta stala 55 evrov. Vozniki, ki avtoceste in hitre ceste uporabljajo krajši čas, lahko izbirajo tudi med tedenskimi in mesečnimi vinjetami, ki za cestninski razred 2A stanejo 15 oziroma 30 evrov, za razred 2B 30 oziroma 60 evrov. Motoristi imajo od krajših vinjet na voljo tedensko vinjeto za 7,50 evrov in polletno vinjeto za 30 evrov. V sosednji Avstriji bodo v letu 2016 vinjete oranžne barve, cene pa se bodo malenkostno povišale. Nova sezona se prične tudi za košarkarje, ki tudi v poletju ne počivajo. Za košarkarskim klubom Radenska Kreativ je mnogo priprav in treningov. Kako pa so pripravljeni na novo sezono, pa več z našim gostom, predsednikom kluba Petrom Juteršnikom. Lepo pozdravljeni. Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Ko ste že sami omenili, sezona se je za nas pričela že dokaj zgodaj, nekje 10. avgusta smo začeli s pripravami, najprej z mlajšimi selekcijami, kadeti, mladinci, U15. En teden pozneje članska ekipa, tako da zdaj že smo kar skoraj 2 meseca v pogonu. Med tem časom so mlajše selekcije tudi bile na pripravah na Rogli, člani smo bili več čas v Murski Soboti, sodelovali na nekaterih turnirjih, enega smo tudi upravili v Murski Soboti. Tako da imamo v bistvu od 10. avgusta že vsi treniramo. V avgusta smo trenirali 2-krat na dan, zdaj septembra, oktobra pa vsak dan. Skoraj vsemi selekcijami. Tako da je kar naporno. Ja, naporno je za igralce, naporno je za trenere, ampak mi smo se za to odločili, mi smo za to tam, tako da v bistvu, če ne bi uživali v tej stvari, ne bi delali. No, kot ste že sami omenili, pripravili ste tudi vi mednarodni predsezonski košarkarski turnir. Koga vse ste povabili, glede na to, da govorimo o mednarodnem turnirju? Ja, mi smo povabili 2 naša drugoligaša, v bistvu prvo B-ligaša Konjice in pa Maribor Branik in pa košarkarski klub Međimurje iz Čakovca. Vsako leto imamo ene hrvaške goste, s njimi sodelujemo že vrsto let. In pa seveda naš domač klub, turnir je bil v Murski Soboti, prvi vikend oktobra. Mi smo prvo tekmo igrali z košarkarskim klubom Međimurje, ki je nekje v vrhu druge njihove lige, bori se vsako leto za vstop v prvo ligo in pa smo zmagali na tej prvi tekmi in pa pol v finalu izgubili z našim prvo B-ligašem Konjicami. Ampak če pogledam v celoti, smo prikazali relativno dobro igro za ta del priprav, tako da smo s tem turnirjem vsekakor zadovoljni. Že prej smo bili na turnirju tudi v Konjicah, na Hrvaškem smo igrali tekme, tako da imamo kar nekaj tekem in tudi treningov že za sabo. Kaj pomenijo morda tovrstna srečanja, tovrstni turnirji za sezono? Kaj lahko iz teh turnirjev potegnete? Ja, gledajte, ti turnirji so neka priprava za sezono. Na teh turnirjih, na prijateljskih tekmah igrajo v bistvu vsi igralci, da trener vidi, na koga lahko računa, kdo je v tej sezoni mogoče malo boljše pripravljen, kdo ima pač nek sistem igre se uveljavlja. Neke določene stvari uigravamo na trening tekmah, da vidimo, kako izgleda. Če določene stvari pridemo skozi, to se pravi, če neke akcije, ki jih imamo naštudirane, so učinkovite, če niso učinkovite, jih moramo menjati. Pripravljanje tekme in turniri so predvsem zato, da se uigramo, da vidimo, kaj smo dobro natrenirali, kaj je slabo in da to seveda poskušamo popraviti do začetka ligaškega tekmovanja. Kako pa ste pravzaprav pripravljeni na novo sezono? Imate morda tudi nove igralce? Ja, gledajte, naš klub je zadnji 3 leta deluje s člansko ekipo predvsem v uveljavljanju domačih igralcev. Mi smo zdaj že drugo leto brez vseh tujih igralcev, zato smo se zavestno odločili, ker smatramo, da imamo v Murski Soboti v našem klubu zadost domačega kadra, da lahko uspešno nastopamo trenutno v 3. ligi. Cilj nam je seveda priti nazaj v prvo B-ligo, kar nam bo slej ko prej tudi uspelo. Trenutno mislim, da smo celo predobro pripravljeni. Na teh pripravljalnih tekmah smo v določenih turnirjih igrali zelo dobro, nadpovprečno dobro. Tako da upam, da bomo to zgodbo obdržali naprej v ligi. Nov igralec v bistvu ni novega, razen Dominko Roman, ki je včasih že igral za nas, da je imel pač zaradi družine par let ni igral, se je vrnil. To je izkušen igralec, ki je bil pred leti najboljši igralec prve B državne lige. On je velika ukrepitev
In pa vsi naši fanti, vse 1 leto ali pa 2 leti starejši, malo več izkušenj, malo več treninga, tako da malo več samozavesti, predvsem, ker to najbolj opažam, da ima kar precej samozavesti. Tako da želim si, da bi bila sezona dobra in da bi tako dobro igrali kot na pripravljalnih turnirjih. To bomo pa videli. No, povedali ste, nekako cilj se je povzpeti po lestvici navzgor, vendarle pa verjetno imate tudi konkretne cilje za letošnjo sezono. Ja, gledajte, naš cilj je vsakakor priti v kvalifikacije za prvo B oziroma drugo slovensko košarkarsko ligo. To se pravi, mora biti prvi ali drugi v tej naši skupini, tretji slovenski košarkarski ligi, kar realno se lahko zgodi, če ne bo poškodb, če bo vse cela sezona nekako potekla, kot se mi predstavljamo. Tudi pa, če ne bo tako, ne bo nič narobe. Drugo leto bomo zopet štartali z istimi cilji, če ekipo obdržimo, ker imamo relativno mlado ekipo, tako da perspektiva članske ekipe je dolgoročno prav gotovo 1 ligo više, samo z domačimi igralci. Kdaj se torej zares začne? Ja, začne se pa to v soboto. Prvo tekmo igramo v gosteh z Dravogradom, pol imamo 23. doma igramo s Klubom Globus iz Ljubljane in pol se to nadaljuje do začetka maja, tako da je ta zadeva kar dolgo traja in vsak vikend so tekme. No, srečno vam želimo tudi mi in seveda uspešno. Hvala za obisk. Hvala tudi vam. Poglejmo si v nadaljevanju še podrobnejšo vremensko napoved. Vremenarji namreč opozarjajo, da naj ne pozabimo jutri na dežnike. Danes je bilo oblačno s padavinami. Opoldne so najvišje temperature izmerili v Lendavi, kjer je bilo 9 stopinj Celzija. 1 stopinjo manj so termometri pokazali v Murski Soboti in v Radencih, 6 stopinj Celzija pa je termometer pokazal opoldne na Goričkem. Jutri bo oblačno in zelo deževno, predvsem na jugu Slovenije bodo možne tudi nevihte. Ob morju bo pihal jugo. Jutranje temperature bodo od 7 do 10, dnevne od 8 do 12, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. V Murski Soboti in v Mariboru bo jutro deževno, jutranje temperature bodo dosegle 10 stopinj Celzija. Čez dan se bo deževno vreme nadaljevalo, termometri bodo pokazali le 11 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo oblačno in deževno, čez dan bodo termometri pokazali okoli 15 stopinj Celzija. V soboto bo čez dan oblačno, a suho vreme. Imeli bomo okoli 15 stopinj. Toliko smo vam, spoštovani, pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Ne pozabite na nas tudi jutri v istem času na istem programu. Sicer pa preživite kar se da lep večer še naprej. Srečno do jutri.